Jedro vojašnice so inženirske enote, ki ne služijo le za potrebe Slovenske vojske, ampak tudi sodelujejo z enotami civilne zaščite pri reševanju posledic naravnih nesreč. Skupaj s pehotniki in vojaško zdravstveno službo pa so tokrat predstavili tudi dinamični prikaz vpada v objekt. Največ zanimanja med obiskovalci pa je bilo za vožnjo z bojnimi oklepnimi vozili Valuk in čolni po Krki. Lahko se zanesemo na naše vojake, da nam bodo lahko tudi prišli s to tehniko pomagati, če bi potrebovali. Ja, zanimivo, s tem pomagajo državi in drugim državam, ne pa republikam. Z dnevom odprtih vrat želimo prikazati opremo in delovanje Slovenske vojske, posebno enot, ki jih imamo v vojašnici, Novo mesto, Franca Uršiča, to so OBD inženirski četi in pa pehotna četa iz prve brigade. Tisti, ki izpolnjujejo zdravstvena in fizična merila ter se vidijo v poslanstvu Slovenske vojske, so tu vedno dobrodošli. Kandidatov za zaposlitve je, vendar ne toliko, kot bi jih mi lahko zaposlili. Namreč Slovenska vojska je v letošnjem letu en največji zaposlovalcev v Sloveniji, kjer lahko zaposlimo nekaj 300 do 350 ljudi. Vojašnica je bila sicer zgrajena v 70. letih prejšnjega stoletja, kar pomeni, da jo zob časa počasi že načenja. Izboljšave so potrebne in izvajamo jih pa v skladu z finančnimi zmožnostmi, ki so. Teh pa sicer niso najboljše, tako kot v celi državi, ampak se trudimo, če pogledate danes okolje, vse urejeno, ker si ogromno tega napravimo svojimi lastnimi silami. Ob tej priložnosti pa so tudi obeležili dan inženirstva, saj so najzaslužnejšim inženirjem podelili priznanja in medalje.